Učenci glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta se vsako leto predstavijo na sklepnem koncertu, na katerem pokažejo vse pridobljeno znanje. Tako so pred dnevi vnovič zaigrali v kulturnem centru Janeza Trdine. Slišali smo 19 točk, nastopili so solisti, komorne skupine in orkestri. Zazvenele so tako klasične, narodne kot zabavne skladbe. Kot nam je pred koncertom povedal bobnar Jon Božič, ki na to glasbilo igra že 5 let, so se na nastop pripravljali 4 mesece. Najraje igram skladbe na kahone ali na ksilofon, ampak tudi skladbena orodja, kot vam bomo danes predstavili, niso, kar za šalo. Vaje niso ravno zahtevne, smo vsi na 50 postov, razen ko je treba pred nastopom, smo na 100 postov in ja, v vajo vlagamo kar nekaj truda. Za prihodnost imam že narejene cilje že za naslednje leto, se pripravljamo za tekmovanje državno Temsig. Če nam ne uspe priti iz področnega na državo, se tega zelo veselim, drugače pa se pripravljamo. Zaključni nastop učencev je nekaj svojevrstnega, je poudaril eden od učiteljev. Ogromno točk, ogromno mentorjev, tako da jaz lahko samo za tokalce povem. Tako da mislim, da je bilo zelo pestro po šoli slišati intenzivne priprave na ta nastop. Smo veseli, da so spet nastopi tukaj in to se je tudi poznalo pri učencih. Letošnje leto je bilo pestro, na polno so začeli delati, je povedal ravnatelj Matija Slak. Šolsko leto je potekalo lepo tekoče, brez večjih težav. Seveda začeli smo na polno septembra. Kmalu so se potem šole zopet zaprle, kot veste, nas je epidemija pač ustavila, seveda ne delo, ampak šole so se zaprle, tako da pouk je potekal preko Zooma nekaj časa. Potem so zopet prišli učenci v šolo, bile so pač seveda te omejitve, razkuževanje, testiranje in tako naprej. Vse skozi celo šolsko leto pa je pouk potekal lepo, tako da v času zaprtja seveda ni bilo nastopov. No, potem pa, ko se je vse to zopet nekoliko sprostilo, smo na polno začeli nastopati, bom rekel, pouk je potekal pač tako, kot smo si ga zamislili in šolsko leto zaključujemo, bom rekel, po načrtu, ki smo si ga dali ob začetku šolskega leta. Kljub drugačnemu načinu dela v zadnjih 2 letih Slak meni, da kakovost igranja ni bistveno upadla.
Malo se seveda je poznalo, ker veste, da če otrok doma vadi brez žive prisotnosti učitelja, pa se nekoliko pozna, vendar vseeno pouk je potekal redno, ni bilo toliko nastopov, pač nekoliko se je poznalo, ampak pač zdaj ocenjujemo, da ni bilo toliko škode, kolikor smo mislili, tako da pouk je potekal cele 2 leti, ni toliko vplivalo, tudi otrok imamo enako število, bali smo se, da bo mogoče se tudi interes malo zmanjšal, ker pač ni bilo reklam, ni bilo nastopov, se pravi, bodoči kandidati tudi niso mogli videti, otroci, ampak moram reči, da se ni poznalo, tako da delujemo tako, kot smo pred korono. Pred njimi so sprejemni preizkusi. Sprejemni preizkus bo potekal v soboto 21. maja dopoldne in 25. maja v sredo popoldne. Imamo že kar veliko kandidatov, zmeraj jih nekaj odklonimo, seveda mi bi radi sprejeli vsem, vendar ne gre. Tako da potem, ko bomo zaključili sprejemni in z izpiti, seveda se pa na polno pripravljamo na novo sezono.